Konzervatorski načrt za novomeški glavni trg. Z mrežo postajališč do več turistov. Uspešni šentjernejski karateisti in nogometaši. Dober večer. Od zadnje celovite prenove novomeškega glavnega trga je minilo že 60 let. Korak naprej k prepotrebni preureditvi trga predstavlja novi konzervatorski načrt, ki za osrednji novomeški trg predvideva precej sprememb. Konzervatorski načrt ni obvezujoč in predstavlja le neko vizijo, ki pa je uresničljiva, saj jo podpirata tako novomeška občina kot javnost. Je blizu ta ideja, se mi zdi, da je tudi zelo človeško narejeno, s posluhom tako za prebivalce, kot za lastnike dejavnosti. V bistvu se lahko postavim v vlogu obeh, ker v bistvu in živim na glavnem trgu in delam. Glavni trg naj bi postal prostor, ki bo bolj namenjen pešcem in prireditvam ter manj prometu. Tudi zato naj bi spremenili prometno ureditev. Da v bistvu se v mestno jedro iz Kandi ne bo moglo več vstopati in da je speljan po Kandijskem mostu in po glavnem trgu enosmerni promet, ampak ravno obratno kot je danes. To je izvedljivo le, če bo v Kandiji dovolj parkirnih mest. Drugačno podobo pa naj bi imelo tudi Kandijsko križišče. Želimo, oziroma so nam dali konkretni predlog, tudi arhitekturni, urbanistično-likovni, da se tudi z novo javno plastiko, z novo geometrijo prostora in predlogom, da se trg preimenuje v trg Novomeške pomladi. Najprej se moramo zavedati, da v mestu smo ljudje in da je od nas odvisno, ali bo mesto živelo ali ne. Je pa res, da je pomembno to, ali prostor to omogoča ali ne. V tem momentu ta prostor to otežuje sploh s količino prometa, ki je trenutno na glavnem trgu. Na glavnem trgu pa naj bi spominsko obeležje dobili tudi številni pomembni novomeščani, s tem pa bi obogatili odprte javne prostore. Na Mirni so danes zainteresirani župani podpisali pogodbo o sodelovanju pri izvedbi mreže postajališč za avtodome po Sloveniji. Gre za projekt, v sklopu katerega bi z majhnimi denarnimi vložki poskrbeli za višji dotok turistov v lokalne skupnosti. V prvi fazi projekta se je priključilo 60 občin, večina je podpisala tudi pogodbo o sodelovanju. Občine iščemo vse možnosti, da naredimo nekaj na področju turizma, še posebej občine kot je naša, ki smo malce oddaljeni od teh glavnih prometnic. Se mi zdi, da če zamudimo ta trenutek, to dejstvo in to možnost, da smo naredili veliko napako. Že sedaj imamo kar veliko tistih, ki se ustavljajo, pa seveda ti prostori niso urejeni. Ja, mi se že dolgo časa pripravljamo na ta projekt, zdaj se je pokazala prilika, da tudi kot občina lahko sodelujemo v tem. Občina Škofja neposredno je ob avtocesti Ljubljana-Zagreb in vidimo veliko priložnost v smeri turizma. Cilj je urediti standardizirana postajališča po državi. Sama oprema za postajališča je med 10 in 20 tisoč evrov. To se pravi tista oprema, ki je nujno potrebna. Seveda brez gradbenih del. Gradbena dela so še posebej. Tako da vrednost nekega takega postajališča ni tako visoka. Podpisu pogodbe sledi izbor izvajalca, ki ga bodo izbrali na Mirnski občini kot nosilki projekta. Glavni namen te prve faze je odpraviti se na teren, narediti analizo stanja, popis postajališč obstoječih načrtovanih in popis lokalne turistične ponudbe okrog teh postajališč, da bomo lahko pripravili namige za izlet za popotnika, ki se bo na nekem konkretnem postajališču ustavil. Ker nekaj postajališč že stoji in jih je treba zgolj urediti v skladu z zastavljenimi smernicami, naj bi prvo postajališče v mreži odprli že prihodnje leto aprila. Država bi morala zaradi razvoja dolgožive družbe dati bistveno več denarja za programe, namenjene aktivnemu in zdravemu staranju. Najcenejši starostnik je namreč tisti, ki do smrti skrbi sam zase. Je bilo slišati iz ust predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije Mateje Kožuh-Novak na današnjem strokovnem posvetu v Stični. Zveza šteje 220 tisoč članov, od tega se jih petina vključuje v programe aktivnega in zdravega staranja. Cilj zveze je, kako skrajšati to obdobje odvisnosti od drugih, zato da vam mlajšim pomagamo, da sebi pomagamo. Mi bi radi bili neodvisni do konca življenja in zato, da tudi prispevamo državi naše znanje. Razvoj dolgožive družbe pa prinaša tudi nove izzive in tržne priložnosti, treba je iskati tudi možnosti,
za sožitje tako med generacijami, predvsem pa za večanje socialnega kapitala oziroma za ustvarjanje socialnega kapitala in tu so možnosti dejansko velike. Če se v Sloveniji število starejših nad 65 let približuje 20%, pa v občini Ivančna Gorica ostajajo na 14%. Kljub temu so se vključili v projekt starosti prijazne občine, nad katerim bdi medgeneracijski odbor. Ta medgeneracijski odbor sestavljajo seniorji različnih profilov, če lahko uporabim ta izraz, ki bdijo nad tem, kaj se v naši občini dogaja, s kakšnimi težavami in ovirami se srečujejo starostniki in pa tudi seveda, kaj vse dobrega za naše starostnike se je v enem letu zgodilo. V občini delujeta še županov svet za starosti prijazno občino in dnevni center za starejše, v pripravi pa je ureditev medgeneracijskih središč. Šentjernejski športniki so bili že velikokrat zaslužni za prepoznavnost občine zunaj njenih meja. Tokrat so se z uspehi dokazali člani in članice karate kluba Krka in člani nogometnega kluba Šentjernej, zato jih je v kulturnem centru Primoža Trubarja sinoči sprejel župan Radko Luzar z novima podžupanoma Janezom Selakom in Albertom Pavličem. Minuli konec tedna je bil za karate klub najuspešnejši v zgodovini. V soboto smo bili na svetovnem prvenstvu za klube in smo prinesli 3 kolajne, od tega 2 zlatne in 1 bronastu. Potem naslednji dan smo išli na Eurocup v Poreč na Hrvaškem in tam smo vzeli 7 kolajn. S tem so bili najuspešnejši slovenski klub, dodaja Horn, ki je na svetovnem prvenstvu v Trstu zmagal med veterani. Nogometna sekcija U13 pa je v sezoni 2014-15 osvojila naslov jesenskega prvaka v medobčinski nogometni zvezi Ljubljana. Ob tej priložnosti so športniki vodstvu občine nanizali tudi svoje težave. Neustrezna infrastruktura, že obstoječe igrišče, na katerem igramo, je premehno, dimenzijsko, niso možni treningi v zimskem času. Luštkov sin je ponosen na to, da igra v tako dobri ekipi, a ni mi všeč to, da imamo premejno igrišče, pa da igramo po temi. V karate klubu pa si želijo, da bi lahko gostili kakšno večje tekmovanje, a jim pogoji v telovadnici osnovne šole tega ne dopuščajo. Kot so poudarili, tako eni kot drugi bi morali v občini ustanoviti športno zvezo. In v okviru te športne zveze najdete optimalne tako materialne kot logistične rešitve, da se bo šport tako na kvalitetnem kot na kvantitativnem delu v občini Šentjernej, tako kot da sedaj, če ne še boljše razvijal. Kljub omejenim finančnim zmožnostim v proračunu, tako smo slišali sinoči, bodo skušali za šport storiti čim več in iskati zunanje vire. Od leta 2012 v Krki izbirajo prostovoljca leta. Letos je komisija med predlogi sodelavcev izbrala Marjano Uhan in Ladislava Bobnarja. Oba se že vrsto let ukvarjata z dobrodelnostjo, njuno delo pa je prepoznavno tudi v okolju, kjer živita. Marjana Uhan je dolgoletna članica društva Sožitje, skoraj 30 let je tudi dejavno vključena v delo pokroviteljskega odbora osnovne šole Dragotina Keteja. Ja, jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna in vesela, da delam v Krki, ki opazijo to naše delo, ki ga delamo tudi prostovoljno. Velika zahvala Krki, predvsem generalnemu direktorju tudi, da ima izreden posluh za to in nas podpira v vseh teh dejanjih. To pa ni le priznanje zanjo, ampak za vse njene sodelavke v vseh teh letih. Krka je pokrovitelj osnovni šoli Dragotin Kete več kot 38 let. Osnovna šola bo drugo leto praznovala 60 let obstoja, se pravi, da smo več kot polovico njihovega življenja z njimi. In polepšali smo jim mnogo dni, mnogo lepih trenutkov. Ladislav Bobnar je vedno pripravljen priskočiti na pomoč sočloveku, naj bo to v službi ali v domačem kraju, Podgradu. Nekaj se mora dogajati, da se nekaj na vasi dogaja, drugače je to mrtvilo. Gasilci, pa skup zadruženje, pa tako, malo pomagaš en drugem. To je to, čisto spontano, nič posebenega, ne da bi se kaj trudil, pač tako je. Dobro delati je dobro, fajn občutek je, razumeš, da pomagaš komu. Ne. Ob tej priložnosti so se zahvalili tudi vsem Krkinim krvodajalcem jubilantom, ki jih je bilo letos kar 290. Zakaj pa ne bi pomagala drugim, če lahko? V Krki je skrb za sočloveka in dobrodelnost del vsakdanjika številnih krkašev.
Krvodajalstvo in različne oblike prostovoljnega dela spremljajo krkaše že od samega začetka, odkar je Krka v bistvu nastala. Vsak četrti krkaš je že krvodajalec, številni pa so dejavni tudi na drugih področjih. December je mesec darovanja in obdarovanja, takšnega in drugačnega. Na Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma, so tako že 10. zapovrstjo priredili tradicionalni dobrodelni bazar s koncertom. Sredstvi, ki so jih zbrali, pomagajo dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkega okolja. Gre za celoten projekt, znotraj katerega dijaki, pa seveda tudi zaposleni, v bistvu razmišljajo o svetu, o življenju, o tem, kaj lahko dobrega postorijo, kajti konec koncev dobrodelnost niso samo materialne stvari, ampak je še veliko več. To so recimo lepa beseda, dober zgled, prijazen pozdrav. Tisto, kar lahko nekdo pravzaprav nekomu v bistvu ponudi, da mu polepša dan, da mu polepša življenje. In mislim, da je to smisel vseh teh dobrodelnih prireditev, seveda pa tudi našega vsakoletnega bazarja. Dijakov, ki občutijo socialno stisko, je žal iz leta v leto več. To v šolah kar dobro zaznavamo, saj nekako v bistvu v tem neposrednem vsakodnevnem stiku z dijaki vidimo, kako živijo, odkot prihajajo, kaj pravzaprav potrebujejo. Na koncertu, naslovljenim Ker meni ni vseeno, so mladi z razgibanim glasbenim programom na svoj način priskočili na pomoč svojim sošolcem in sošolkam. V Krškem so letošnje dogajanje v veselem decembru pripravili pretežno v obnovljenem Zatonu, torej v starem mestnem jedru. Imajo tudi posebno jelko, na kateri bodo jutri ob 18:30 prižgali lučke, za praznično razpoloženje pa bo poskrbel Miklavž s spremstvom. Jelka velikanka je narejena iz več kot 1500 plastenk, ki so jih zbirali šolarji po občini. Zamisel je dal Kostak, ki je angažiral lokalne obrtnike in srednješolski center Krško Sevnica za izdelavo kovinske konstrukcije ter osvetlitev plastične jelke. Tudi druga decembrska dogajanja, kot so delavnice za otroke, stojnice s ponudbo rokodelcev in glasbeni popoldnevi bodo v starem mestnem jedru. Kot posebnost pa bi navedel, da letošnje leto na Hočevarjevem trgu odpiramo drsališče, ki ne bi funkcioniralo, torej gre za suho drsališče, če bi tako rekel, se pravi drsališče, ki lahko funkcionira tudi v dvoranah, približno 110 kvadratnih metrov veliko. Jaz upam, da se bo tudi letos dobro prijelo. Največja sprememba pa je, da silvestrovanje na prostem ne bo. Razlog za to, da smo se letos odločili, da silvestrovanja v taki obliki, kot je sicer bilo, ne bo, je predvsem nekoliko je v varčevanju sredstvi, še bolj pa to, da bi mogoče s tem tudi nekoliko poživili in prenesli težišče novoletnega proslavljanja v staro mestno jedro. Ta oblika pričakovanja novega leta občanom ni več zanimiva, če pa bo kdaj v prihodnje ponovno zanimanje ljudi za silvestrovanje na prostem, ga bodo obudili, pravi župan. V Sevnici in Brežicah pa silvestrovanje na trgu letos še ostaja. Slovenska prestolnica že žari v praznični podobi. Ves december bo glavno mesto razsvetljevalo več kot 40 km svetlobnih teles. Pred eno kultnih ljubljanskih gostiln so prižgali tudi božično jelko, ki jo je Zagreb v znak prijateljstva podaril Ljubljani. S simboličnim prižiganjem lučk ob spremljajočem programu je Vesna Kosin, namestnica župana Zagreba, predala ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću veliko srce. Prijateljstvo med obemi mesti je tradicionalno. Jaz se hvaležim, da smo dobili ta lepi bor kot 5. mesto, prijateljsko mesto. Mi smo upravo poklonili jedno veliko srce gradu Ljubljani kao znak prijateljstva grada Zagreba i ono znači da pozivamo uvijek Ljubljanu, ali širu Sloveniju, u Zagreb, ali ne samo u Zagreb, nego i u Hrvatsku. Hrvaška je za Slovence tradicionalno priljubljena počitniška destinacija, letos se je obiskalo več kot 1 200 000 Slovencev. Podarjeno drevo je zato veliko več kot le protokolarno darilo. Je več kot samo božična jelka, seveda kot je to en znak globoke povezanosti med dvema gradovoma, dvema mestima in narodoma, državama tudi. Jelka, ki meri v višino 9 metrov, je okrašena s simboličnimi lectarji v 200 kroglah,
ter z več 100-letnimi lesenimi otroškimi igračami za območja Hrvaškega Zagorja. Glede na to, da smo danes veliko govorili o veselem decembru, vam želimo vesel večer in lahko noč.